spoštovani, meni so rekli, da naj povem nekaj besed, tako piše v protokolu, o zakonu o ščitenju lika in dela bivših funkcionarjev. Namreč na glasovnicah bo pisalo drugače, tam bo pisalo zakon o arhivih. Zakaj sem tako rekel? Preprosto zato, ker bomo glasovali o zakonu, ki arhive zapira. Vedeti je potrebno, da bomo proti temu zakonu iz nešteto razlogov. Naj naštejem samo nekatere. Prvič, ker so jih uničili 95% že leta 89 in 90. Tisti, ki so dali komando za to uničenje, jaz sem vedno jasen, to so takratni republiški sekretar Ertl in takratni šef državne varnosti Eržen. No, ti danes dobivajo medalje, ker so uničili del narodnega bogatstva. Naprej, prva vlada, ki je te arhive odprla, je bila vlada Janeza Janše leta 2006. Ti arhivi so tudi danes odprti. Tako piše v zakonu. Praksa je drugačna. Zakon se ne spoštuje. Celo več. Poglejte, namesto da bi ta zakon spoštovali, torej da bi bili arhivi odprti, imamo danes situacijo, ko so po zakonu odprti, po komandi nekega državnega uradnika pa zaprti. Gospe in gospodje, to je popolnoma isto, kot da nas popoldan, ko bomo šli domov, ustavi policist in reče, za varnostni pas je 100 evrov, ampak jaz sem se odločil, da boš ti plačal 500 evrov. Potem pa pride predsednik vlade pa reče, ja, seveda, sej bo pa zakon spremenili zato, da boš ti plačal 500 evrov. Vete, to je stanje, ki ga ne moramo dopustiti. To je stanje, ki ga ne smemo zapustiti. Na noben način. Mi smo se zelo trudili na mnogih sejah državnega zbora, odborov in tako dalje, nismo uspeli. In zato ostane pravzaprav ena sama možnost. Ta možnost je, da ljudstvo pove, kaj je prav. In zato vas pozivam, da seveda zelo jasno tudi za zakon o arhivih, ki ga jaz imenujem zakon o ščitenju lika in dela bivših politikov, rečete ne. Ker ni noben interes, tako kot nas prepričujejo v nacionalni varnosti, v državni varnosti, v varnosti posameznikov. Ne. Interes je jasen. Zaščititi tiste, ki so politično v nekdanjem sistemu ščitili službo državne varnosti takratno in ne samo to, ki so dajali komande za njeno delo. Njeno delo je bilo pa tudi ubijanje ljudi v tujini. Tudi ubijanje ljudi v tujini. In ti ljudje se skrivajo za tem zakonom. Odločno jim rečemo ne in odločno rečemo temu zakonu ne. Torej, gospe in gospodje, čaka nas ne samo to, jaz mislim, da nas čaka še veliko drugih ne v času, ki prihaja. Mislim seveda na predvolilni čas. Ne bo treba reči odločno tistim, ki so rekli, da nas znajo voditi bolje. Ne bo treba reči tistim, ki so govorili o pravni državi, ki si jo danes predstavljajo na drugačen način. Sami veste, da se veliko ukvarjam s pravosodjem, notranjimi zadevami in temi stvarmi. In poglejte, govorili so nam o pravni državi, ki mora veljati za vse državljane. Potem se nam pa zgodi neko zastaranje, ki se imenuje Satek 17 milijonov, ki jih plačamo mi. Zgodi se nam, da gre sodnik bolniško in seveda stvar, ko policist grozi nekdanjemu predsedniku vlade Janši, zastara in napišejo v odločbo pa rečejo, ja, sodnik je bil na bolniški. Gospe in gospode, to je isto, kot da nekdo reče, avtomobil sem naredil v Novem mestu, ampak ker je bil en delavec na bolniški, nima volana. To je nedopustno, zato nas v bodoče čaka še veliko ne sedanji oblasti. In jaz sem prepričan, da bo v času, ki prihaja, pa je to letos ali naslednje leto, situacija seveda drugačna in da ne bomo več živeli v državi, ki nas na nek način vsak dan ponižuje. Hvala vam lepa.